Ja, to je bilo sedaj res odlično opazovati iz druge perspektive, ne. Jaz moram pohvaliti odličen uvod v še zadnji del našega dogodka, ki se bo seveda vrtel okrog plač. Torej, naša zadnja okrogla miza, plačni sistem v javnem sektorju, iskanje ravnotežja med motivacijo in pravičnostjo. Moje ime je Valentina Franca in bom danes moderirala razpravo sogovornic, ki jih bom najprej predstavila, nato pa seveda naredila vsebinski uvod v okroglo mizo ter pojasnila, kako bo to naše zadnje srečanje tudi potekalo. Torej bom začela kar na moji desni, gospa Mojca Ramšak Pešec, državna sekretarka z Ministrstva za javno upravo. Dobrodošli. Sogovornica, gospa Urška Mlinarič, novinarka na N1 Slovenija, sicer predhodno novinarka Večera, poznavalka, spremljevalka plačnega sistema v javnem sektorju, torej iz strani medijev. Na moji levi strani je prišlo do manjše spremembe, namreč v programu je bila navedena dr. Ana Erzenšek, ki se zaradi višje sile v zadnjem hipu žal morala opravičiti in se je mojemu vabilu prijazno odzvala dr. Tatjana Kozjek, hvala lepa, ki sicer tudi strokovnjakinja s področja kadrovskega menedžmenta in bo enakovredno zamenjala predhodno dogovorjeno sogovornico. In seveda vse se začne in konča pri denarju, ne. Gospa magistra Saša Jazbec, državna sekretarka z Ministrstva za finance. Tako, najlepša hvala, da ste se odzvali vabilu in predlagam, da kar pričnemo. Takole, ne, plačni sistem v javnem sektorju, mislim, da prav veliko uvodnih besed, kaj to je in zakaj je pomembno, ni potrebnih, ne, nenazadnje to mislim, da kar vsi tu notri občutimo, oziroma večina nas 5., 10., 15. v mesecu, ne, takrat, ko seveda pride plačilo za naše delo v preteklem mesecu, ampak vendarle, plačni sistem ni zgolj pač skupek številk, tabel, pravilnikov, je nenazadnje tudi odsev naših vrednot, pričakovanj, tudi družbenih dogovorov, zlasti v primeru Slovenije, ki zajema vse zaposlene v javnem sektorju. In seveda je prostor, kjer se srečujejo zelo različni interesi, od tega, da želimo kakovostne javne storitve, želimo, da so javni uslužbenci motivirani, zavzeti za delo, ne, seveda želimo, da so vrste čim krajše, ne, kjerkoli smo, na upravni enoti, na občini, na ministrstvu. In seveda tudi želimo, da se z našimi sredstvi davkoplačevalskimi ravna odgovorno. V zadnjih mesecih smo bili res priča kar precejšnjih spremembah v tem sistemu, mogoče nam obeta še ena, ne, božičnica, ampak sem obljubila sogovornicam, da ne bom danes te teme odpirala, ker je še čisto sveža in še oblikujemo stališča in mnenja. No, morda bo kdo s publike to vprašal. Sicer bomo poskusili nekako odgovoriti na vprašanja v prvem delu glede implementacije plačne reforme, torej sprememb, in v drugem delu seveda o tem občutku pravičnosti, motivacije, ki se odraža prek plačil javnih uslužbencev v primerjavi s storitvami, ki jih zagotavljamo. Zelo lepo vas vabim, da se razpravi tudi vi priključite, dvignete roko, bom zelo vesela, če se predstavite. Zdaj s temi osebnimi podatki, ne, niso vsi navdušeni, ampak je nekoliko lažje, če vemo vsaj, s kje prihajate, s katere organizacije in seveda postavite vprašanje. Lahko že vmes, lahko pa potem seveda tudi na koncu, ko bom izčrpala svoja vprašanja, da tudi vi zastavite, kateri sogovornici želite. Tako, preidimo kar konkretno k implementaciji plačne reforme. Reforma nam je bila predstavljena kot rešitev, odgovor na dolgoletne izzive, od plačnih nesorazmerij do večje preglednosti, nenazadnje tudi težnje k večje pravičnosti, ideala, ki si ga nekako pri plačah vsi želimo.
Seveda vemo, ne, da pot od načrtovanja do dejanske izvedbe ni vedno preprosta. Gospa Ramšak Pešec, že nekaj mesecev je minilo od sprejema plačne reforme, sedaj nas čaka oktobra drug dvig plač, ki ga vsi nestrpno seveda pričakujemo kot javni uslužbenci, pa vendarle, kako na Ministrstvu za javno upravo ocenjujete uspeh dogovorjenega? Ali že v tem času zaznavate kakšne pozitivne premike, gre razvoj v smeri želenega, mogoče tudi, kje zaznavate večje zadovoljstvo, kje manjše, kateri panogi, poklicu, v katerem delu javnega sektorja? Hvala lepa za vprašanje, hvala lepa za povabilo. Jaz bi v samem uvodu si nekako vzela to možnost, da predstavim samo kompleksnost plačnega sistema v dveh besedah. Plačni sistem javnega sektorja zajema izredno veliko skupino zaposlenih, zelo raznoliko, z izredno veliko številnim deležnikom. Vključenih je 190.000 javnih uslužbencev, preko 1500 različnih delodajalcev in preko 5000 različnih delovnih mest in nazivov. To sem želela izpostaviti zato, da se bo nekako dobil občutek kompleksnosti cele zadeve. Dejstvo je tudi, da je plačni sistem v velikem delu, ne sicer v celotnem, tudi zakonska ureditev pa temelji na nekem usklajevanju in čim večji stopnji možnosti uskladitve s socialnimi partnerji, kolektivna pogodba sta stvar dogovora s socialnimi partnerji. To sem želela izpostaviti zaradi tega, ker končni rezultat je vedno nekako dosežek največje možne stopnje soglasja, strinjanja in dogovora s socialnimi partnerji o spremembi ali pa o konstituiranju plačnega sistema. Seveda bi se morda na vladni strani kdaj želeli, da bi se kakšna stvar dogovorila drugače, ampak to je tista umetnost možnega, v vsakem trenutku posebej. Zdaj, v fazi intenzivnih pogajanj in usklajevanj, veliko večino od teh sem vodila tudi jaz in skupina ljudi, s katerimi se pogovarjamo, usklajujemo, pogajamo, je nekako približno velikosti skupine ljudi, ki jih je danes v dvorani. Se pravi, imamo skupino pogajalskih deležnikov, ali eni so več ali manj aktivni, tam med 80 in 100 deležnikov. To je posledica pač obsega in kompleksnosti plačnega sistema. Jaz osebno pogajanja so bila tokrat zelo intenzivna. Če so prva pogajanja o uvedbi plačnega sistema novega nekako od zakona leta 2002 do uveljavitve 2008 potekala praktično 6 let, res, da so vmes tudi zastala in je potekala zelo intenzivna, če so v bistvu ta pogajanja zelo intenzivno odvijala leto in pol. Ko se je zadeva nekako dogovorila oziroma smo prišli do točke, kjer smo ocenili, da je to pač tista možna točka dogovora, sem se osebno zelo bala, kako bo potekala implementacija in se na tej točki še enkrat zahvaljujem vsem javnim uslužbencem, malo bliže, javnim uslužbencem in tudi delodajalcem javnega sektorja, da je dejansko ta implementacija potekala dosti brez večjih problemov in zastojev. Tudi na ministrstvu smo se zelo potrudili, da je bilo tako. Zdaj, če govorimo o uspehu oziroma o zadovoljstvu, jaz se ne delam iluzij, da vsi z novim sistemom niso zadovoljni. Upam in želim pa si, da vsaj določen krog zaposlenih ali profilov v javnem sektorju ocenjuje, da je ta sistem pravičnejši v smislu ustreznejšega nagrajevanja njihovega dela, v smislu pravičnejših ali ustreznejših razmerij med posameznimi poklici v javnem sektorju, v smislu videnja neke možnosti boljšega nagrajevanja skozi kariero oziroma zaradi večjega obsega dela ali boljšega dela. Odzivi, ki so prišli po uvedbi plačnega sistema, so bili tudi negativni, tudi veste, da tudi v javnosti so se izpostavili posamezniki. Poskušali smo zadeve analizirati, kaj je razlog tega njihovega nezadovoljstva. Morda so bila tudi prevelika pričakovanja na delavni utvar, morda tudi
povzročena s kakšnimi ne preveč posrečenimi ali lahko različno razumljeni izjavami tudi vladnih predstavnikov, ampak na splošno pa saj na Ministrstvu za javno upravo ne dobivamo več ali pa tudi na samem začetku zelo veliko odzivov o nekem nezadovoljstvu. Ne. Dejstvo je, da sama sredstva namenjena za nagrajevanje zaposlenih v javnem sektorju se s to reformo povečuje in to bistveno povečujejo. Razlog temu je tudi to, da je treba vedeti, da so plače v javnem sektorju kar nekaj časa zaostajale za rastjo plač v zasebnem sektorju. Imeli smo vrsto varčevalnih ukrepov, vrsto najrazličnejših parcialnih zahtev v smislu nezadovoljstva z vrednotenjem dela smo nekako zadnja leta blažili v smislu pričakovanja te reforme. Tako da kakorkoli so številke izgledajo grozno velike in glede na celo maso zaposlenih in glede na dejstvo, kot sem rekla, da je več let plačni sistem javnega sektorja praktično stagniral, se plače niso usklajevale z inflacijo, so celo realno padale zaradi tega razloga, da je pač prišlo do tega trenutka, ne, da so finančne posledice, to je dejstvo, ampak so bile pričakovane in so tudi neka logična posledica tega. Jaz ne bi izpostavljala nobene skupine, katera je v tem plačnem sistemu bolj pridobila kot normal, pač zadeve so se manj, zadeve so se poskušale čim večji meri primerjalno postaviti v neka ustreznejša razmerja, ne. Dejstvo je, da so posamezne skupine, posamezne profesije še vedno izpostavljajo kot tiste, ki se ne čutijo ustrezno nagovorjene v tem plačnem sistemu, tako da plačni sistem zdaj, ki je bil izpostavljen, to je vedno živa materija, veste. Tako kakorkoli smo si vdahnili, da smo se spogajali, pogajanja so bila zelo intenzivna, na moji levi nas je velikokrat spremljala, z nami bedela dolgo v noč, tako da lahko tudi ona pove, kako to izgleda, a ne. Ampak to je živa materija, pogajamo se spet, pogajamo smo tudi drugo leto, pogajali se bomo v različnih aspektih, če ne plača, pa kaj drugega, tako da to je ves časni proces, ki se dogaja. In jaz upam, no, vsaj tiste informacije, ki pridejo do mene, da je neko zadovoljstvo, no. Seveda zdaj pač strah nad predstavnikov delodajalcev, da je kakšna zagata zagotavljala zadostnih sredstev za izplačilo vsega, ne. Ampak jaz osebno imam dober občutek, no, in sem vesela, da smo prišli do točke, da smo spravili to v realizacijo, predvsem iz stališča, ker mislim, da nekaj dobrega za zaposlene v javnem sektorju smo pa naredili. Se opravičujem, malo daljši uvod sem bila, obljubim, da bom kasneje manj govorila. Nič hudega, se razumemo, s tako dolgih pogajanj je težko na kratko povzeti, tisto vam po mojem nihče ne zavida, tudi sedaj razumem, zakaj so se cene kave in čokolade tako blazno dvignile, ne. Po mojem bila poraba kar visoka v tistih dolgotrajnih pogajanjih. Ampak vendarle samo eno podvprašanje mi dovolite, preden pridem k drugi sogovornici, malo bolj konkretno vprašala, a je še kdo poleg zdravnikov izrazito nezadovoljen? Zdaj, pri zdravnikih pogajanja spet še vedno potekajo, vsake 14 dni približno sem deležna te časti, da se pogajamo spet. Med zdravniki je treba biti natančen, ne. Nezadovoljstvo je med mladimi zdravniki, starejši zdravniki so zadovoljni, priznavajo, da se je dvig plač starejših zdravnikov bil konkreten in so zadovoljni s tem, a ne. Nekako izražajo nezadovoljstvo mlajši zdravniki, a ne, nad njih se je morda tekom pogajanj malo pozabilo, tudi s strani socialnih partnerjev, ker so to skupina ljudi, ki je pred temi centralnimi pogajanji, s parcialnimi pogajanji dosegla nek dvig in potem so znotraj teh pogajanj niso bili deležni velike pozornosti. Se pravi, pri zdravnikih so to mladi zdravniki, imamo pa določene profesije, ki še vedno izpostavljajo veliko pomanjkanje kadrov. Zdaj, ali je to povezano samo s plačami, jaz se bojim, da s čim drugim. Gre to predvsem za poklice, kjer je potrebno delo opravljati 24 ur, 7 dni v tednu. In jaz tudi na glas večkrat povem, da v teh poklicih bo verjetno potrebno še nekaj narediti, zato ker mlada kategorija delavcev, ki stopa na trg delavcev, delovne sile ni prosti čas in dejstvo, da je treba delati petek in svetek, je en zelo pomemben dejavnik, no.
in predvsem se izpostavljajo ti poklici, kjer poteka delo ves čas. To so negovalci domovih za starejše, to so negovalni kadri, zdravstveni kadri v zdravstveni oskrbi, to so policisti, to so pravosodni policisti. Predvsem tu se soočajo z nekim kadrovskim primanjkljajem, težavami s pridobivanjem kadrov. Ko jaz o tem razpravljam, in moji kolegi rečejo, ja pa sej, če dela po noči, če dela čez praznik, nedeljo, se dobi poseben dodatek. Jaz mislim, da to ni čist rešitev problema, zato ker že samo dejstvo, da ti vstopaš v ta poklic, tudi če potem delaš in dobiš neko dodatno plačilo, ampak samo dejstvo, da moraš biti delodajalcu na razpolago toliko časa in da ti je omejena pravica do imeti prosti vikend in praznik, mislim, da bi mogla biti že kot samo to dejstvo načina funkcioniranja na teh delovnih mestih malo bolj priznano in videno. Hvala lepa. Ali pa če se zmenimo s kriminalci, da delujejo samo po dnevi. To je pa lahko z drugega vidika. Gospa Jazbec, kako kot zaposlena javna uslužbenka doživljate te spremembe? Ste zadovoljni, takrat, ko pride plača? Sicer pa kaj pa drugi vlogi, ki jo imate, sedaj na Ministrstvu za finance, torej državnemu erarju, opažate enako, se te spremembe, o katerih smo govorili, o katerih so na naših mizah, se odsevajo v vseh vaših tabelcah, plus minus se ujema? Ja, hvala za vabilo, hvala za vprašanje. Jaz sicer nisem javna uslužbenka, se mi zdi, tako da jaz sem pričakovala nič, dobila nič, tako da s tem se izide. Zdaj, če sem s tem zadovoljna, pač sem vedela, kam grem, tako da tlele, da bi bila imela neka pričakovanja, ki niso bila izpolnjena zase, pač ne morem reči. Dejstvo je, da če me vprašate, kakšno je vzdušje na Ministrstvu za finance, pač jaz mislim, da je vedno tako, onka je zadovoljen, je ponovadi tih, onka ni zadovoljen, pa pač pove. Tako da do mene, da bi prišel en pa rekel, wow, sem pa zadovoljen z reformo, moram priznati, da ga ni bilo. Jih je prišlo pa pač kar nekaj, ki so se pač čutili izpuščene in tako naprej. Ampak, jaz sem ful hvaležna ministru mojemu, da mi ni bilo treba biti na teh pogajanjih, tako da v bistvu o tem konkretnem, zdaj o teh spremembah vem tako vsebinsko zelo malo. Ko ste pa sprašali v tabelcah pa vse vidim in vidim zelo visoke, vidim dvomestne dvige. Rast plač v javnem sektorju v prvih 8 mesecih je 11%. Tako da to vidim, to nas je vseeno tudi malo presenetilo. Tako da, ko hodim razlagati kaj naokrog, me vedno pač zdaj to sprašujejo, kako da gre toliko za plače. In sem pa se pač pozanimala pri kolegih, ki so to reformo pač peljali. So povedali, da je pač del te reforme se dal predvideti finančnih učinkov, del pa ne, ker je pač zdaj bila vpeljana tudi večja fleksibilnost, pa večja vloga vodij, tako da v bistvu in ta fleksibilen del reforme je očitno v prvem letu zagrabil bolj, kot se je načrtovalo. Zdaj pa da ne bom, ker sem sicer iz takega ministrstva, pa take vloge, da pač imam ponavadi slabe novice, ampak da vseeno ne bom čisto samo negativne energije raznašala, bi pa vseeno rada povedala, da pa kje pa čutim neke učinke te reforme, pa mislim, da jo čutim ali pa da jo na Ministrstvu za finance dejansko vidimo v tem, da smo uspeli zaposliti zdaj v tem zadnjem letu kar nekaj ljudi, tudi iz, bomo rekli, privat sektorja, za ljudi, ki pač verjetno ne bi, jaz zdaj ne vem, kakšne vse so bile okoliščine, da so prišli, ampak dejansko vem, da včasih, ko so kakšni prišli, pa ko smo se začeli pogovarjati o plači, smo se pol tudi kar nehali pogovarjati, zdaj pa dejansko smo dobili par zaposlitev, ljudi, ki so prinesli iz finančnih trgov znanje, tudi tlele v javni sektor, tako da z tega vidika sem jaz kar zadovoljna. Pa tudi kar nekaj mladih, moram reči, da imamo. Jaz sem pač bila v teh časih ZUJF-ov tlele zraven, tako da smo vsak let se nam je povprečna starost pač povečala za 1 leto,
Tako da zdaj pa v bistvu se mi pa zdi, da se ne bi za eno leto, zdaj sem pa parkrat že srečala ene mlade tam, tako da očitno bi rekla, da eden od namenov, ki je to pač tudi bil, da je dosežen, ampak kot rečeno, seveda vse ima pa svojo ceno. No, slednje me skrbi, ne, da se starost niža, je seveda dobrodošlo. Ko se mi počutimo ob tem, je drugo vprašanje, ne? Ampak kako vas lahko preseneti dvig? No? To me zdaj pa mene skrbi. Ne? Kako lahko Ministrstvo za finance preseneti dvig, če so vas sedaj presenetile dvomestne številke, ali boste naslednje leto rekli, da so nas trimestne presenetile? Ne, bom zdaj še enkrat tole pojasnila. Torej, plačna reforma je imela en kup ukrepov in ene se je pač dalo napovedati, ta prevedba in to je bilo vse zelo jasno, ne? Potem pa pač plačna reforma je pa imela del tudi teh variabilnih ali pa bolj fleksibilnih elementov, kjer se pa pač ni dalo oceniti, ker so bili vse nekako vezani na razpoložljivost finančnih sredstev, ali pa ena taka stvar, ki so me naučili, kaj se ni dalo oceniti, pač v tistih poklicih, ki delajo nočne in nedelje in tako naprej, imajo nadure in potem prvih 130 ali kaj nadur se plača po eni ceni in potem, če doseže nekdo to število nadur, so pač še višje vrednotene. In ko ti delaš projekcijo, ne veš točno, koliko bo katerega, tako da pač te variabilni ali fleksibilni ali ti elementi so pač se udejanjili, pravim, v tem prvem letu več, kot je bila ocena kolegov, kot so bile predpostavke, na katerih so ocenjevali pač to učinek reforme v tem prvem letu. Ampak imate pod kontrolo številke? Mislim, številke definitivno imamo pod kontrolo, je pa tudi to res, da v javnem sektorju pač še nobeden nikoli ni ostal brez plače, tako da neka ta skrb, da bi ne bile plače izplačane na datum, kot ste pač prej rekli, eni 5., eni 10., eni 15., da pač te skrbi de facto pač ni. Dobro, sedaj sem si kar lepši petek postal, hvala lepa. Gospa Mlinarič, mislim, da vir vaših informacij in izkušenj je zelo dragocen in me zelo zanima, kako kot zunanja, torej kot novinarka, strokovnjakinja iz novinarskih vrst, torej ta vaš dragocen pogled v dogajanje okrog plačne reforme, tudi veliko se pogovarjate z ostalimi, ki niso vpleteni za pogajalsko mizo, tudi komentatorji iz zasebnega sektorja, ki imajo vedno veliko za povedati o tem, kako je v javnem, ne? Kakšen je, sploh je skupni imenovalec vseh teh različnih mnenj, stališč, vsega, kar ste doživeli kot spremljevalka pogajanj, kaj bi izpostavili kot dobro, pozitivno, kaj nas pelje v pravo smer in katera so tista področja, ki nas čaka še kar nekaj dela? Malo se počutim tu kot padalka. Od plačne reforme nimam nič, razen veliko dela, kar pa je tudi bilo zelo zanimivo. Upam, da bo še kar nekaj dela na to temo. Rekla bi, da nasploh je bilo pričakovanje v zaposlenih v javnem sektorju veliko glede plačne reforme. Mislim, da je večina slišala samo to, da se bodo plače dvignile. Torej, mi bi rekli, da so prebrali naslov in podnaslov, potem naprej vsebine pa ne, čeprav mislim, da je tukaj vlada upravljala zelo dobro delo in je sproti pojasnjevala, za kakšne rešitve gre. Zato je za marsikoga februarja, ko je bil izplačan prvi obrok, to bil hladen tuš, veliko razočaranje, ker so pač videli, da je samo en delež dviga. Rekla bi, da je bila zelo dobra poteza, da smo končno prišli tudi v javnem sektorju do tega, da se plača začne pri minimalni plači, ker to potem tudi pri dodatkih pomeni, da se od višje osnove obračunavajo različni prispevki. Zdaj tu če grem malo bolj vsebinsko, pač pri napredovanjih pa teh razmerjih med plačnimi razredi je seveda različno mnenje, ne.
pri napredovanjih so zlasti mogoče starejši nezadovoljni, ko se bo na daljši rok napredovalo in hkrati se bo tudi za manj napredovalo, ne, zgolj za 3%, kar je en razred plačni, toliko znese. Rekla bi, da je bil ta hladen tuš zelo prisoten tudi med zdravstvenim osebjem, ki je predtem dobivalo dodatek prav zaradi tega, ker so zelo obremenjeni in ker jih je premalo in potem se nekako tisti prvi obrok izničil. Ja, to je nekako to. A vas lahko nekaj vprašam še tako, mogoče malo bolj osebnega. Kako tole izgleda, gospa Mlinarič, če vi 100 ur sedite za tisto pogajalsko mizo in nič ne smete reči? Ja, žal bi si velikokrat želela, da bi bila tista muha na steni, ne? Tako da, če kdaj kateri pogajalec povzdigne glas, slišimo tudi izza vrat in stene, ne? Ja, tako da mi smo pred vrati. Aha, pred vrati, Ja. sem narobe razumela. A vas je kdaj morda, no, vse verjamem, da vrata so zelo propustna, pa se veliko sliši skozi, če se želi, ne? Ampak vas je kdaj tako, glede na to, da res poznate sistem, kdaj tako nekako zaščemelo, da bi k komu pristopili in mu rekli, da ne, spremeni mnenje, ne, to, kar počnete, ni dobro, ne, poskusite gledati z drugega vidika, ali pa obratno, ne, vztrajajte mogoče pri tej zahtevi, ne popuščate. Mogoče imate kak tak spomin iz vsega tega dogajanja, pa tudi tako, mogoče sedaj, ko je že sprejeto pa implementirano. Če bi bili neko prišepetovalka, no bom rekla zdaj konjem, ne, ampak odločevalcem. Mislim, da gre na obeh straneh za zelo izkušene pogajalce, tako na vladni strani kot na pogajalski, da vsak zasleduje svoj cilj, da zelo dobro vejo, kaj želijo doseči. Je pa res, kot je rekla gospa Ramšak, da se nekje na sredi treba najti. To je bil zelo diplomatski odgovor, se še vrnem vam, gospa Mlinarič. Nisem vsi zadovoljna s tem odgovorom, tako da vam dam še malo časa, da mogoče poiščemo še kaj bolj vsebinskega. Gospa Kozjek, iz teorije in prakse vemo, da plača nas motivira, torej takega delavca, zaposlenega nekaj časa, potem pa to navdušenje pade, ne, sedaj, ker se nekako privadimo na ta različen nivo. Pa vendar ne, plače vedno se izpostavlja, so v javnem sektorju celokupno nižje v primerjavi z zasebnim. In dolgo časa se je to argumentiralo, no, saj vi pa v javnem sektorju, sploh v javni upravi, imate pa varnejšo, stabilnejšo zaposlitev, ne, torej neko prepričanje, seveda do odpovedi zlasti iz poslovnega razloga ne more priti. Sedaj pa smo v paradoksalni situaciji, ko mlajše generacije dejansko to sploh niti ne zanima prav zares, ne. Meni večkrat tudi rečejo, celoten svet je nestabilen, kako vi od mene pričakujete, da iščem stabilnost v zaposlitvi. Kako torej sploh motivirati zaposlene v javnem sektorju, ne, da se bodo prijavljali, ostajali predvsem v javnem sektorju, ne, kaj bi zlasti na uradniških delovnih mestih je ključna ta kontinuiteta, ne, torej da imajo te izkušnje in da ostanejo notri, ne, seveda plač, ne, smo že slišali in ti mogoče v nedogled, višati, da ne pridemo do tromestnih številk povišanja. Ja, da se ne bom ponavljala, ker podobno smo se pogovarjali ravno včeraj, tudi na okrogli mizi, ko smo omenjali tudi o tem, kaj je njihova želja sploh mladih in kakšne so razlike, pa mogoče bi se tukaj samo osredotočila na te generacijske razlike. Seveda, tako kot ste prej omenila, ne, plača ni motivacijska ves čas, oziroma bolj bi rekla, da zmanjšuje nezadovoljstvo, ne vpliva na dvig motivacije ali pa tudi zadovoljstva, zaradi tega, ker se jo enkrat navadimo, potem si jo želimo ves čas tako ali pa še seveda višjo. Ravno zaradi tega je potem treba ugotoviti, kaj si zaposleni želijo. Različni smo si po generacijah, mlajši, zdaj, če gledamo recimo tisti, ki se želijo osamosvojiti, seveda jim je tudi plača pomembna, ne?
In tudi to, če povežemo z gospo Jazbec, da se vidi, da bo nekaj več mladih se zaposlilo, mogoče tudi to. Vemo, da če se pač želijo osamosvojiti, pač rabijo neka svoja sredstva, če sploh želijo iti recimo na svoje, ali da si privoščijo neko stanovanje, glede na to, da so na tem področju res visoke cene. Potem druga stvar je tudi, mladi recimo si veliko več želijo tudi nekega osebnega razvoja. Prilagodljivosti, fleksibilnosti, tako kot je bilo že omenjeno, na veliko razpisov, razgovorov, mladi v bistvu niti ne vprašajo toliko po plači, kot pa kakšne bojo imeli delovne pogoje. Se pravi, kolikrat bom lahko delal od doma, kolikrat bom imel delo na daljavo, ali lahko delam, ne vem, dopoldne, popoldne, se pravi, da si lahko prilagajajo to svoje zasebno življenje tudi s poklicnim življenjem, se pravi, da pač ne gre tudi toliko za, če gremo recimo za srednje generacije, ne toliko tudi za varstvo otrok, ampak tudi, ker se generacije starajo, gre tudi za varstvo starejših. Marsikdo pač ne poleg tega, da ima doma otroke, mora varovati otroke, ampak tudi, da v bistvu mora skrbeti starejše družinske člane, kadar gre za več generacij v enem gospodinjstvu. Potem, če gledamo te srednje generacije, in to bo jaz rekla, da se jaz štejem še vedno v to generacijo, seveda usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja in tudi, da v bistvu lahko sprejemam neko odgovornost, da nekaj svojih izkušenj že imam, kaj lahko jaz kot posameznica prispevam organizaciji, kakšno odgovornost lahko sprejemam. Včeraj je bilo sicer rečeno na pogovoru, da mladi pa niso več toliko odgovorni, kot je bila prejšnja, pač ni malo starejši, in jaz, če gledam to srednje generacije, pa je to ravno to, na kakšen način sprejeti odgovornost, da bom nekaj lahko prispevala v sami organizaciji, s tem se gradi tudi pripadnost, zavzetost zaposlenih, se pravi tudi ta starejša generacija, ki so že mogoče pred upokojitvijo, pa tudi, vemo, da bo pač delovna doba vedno daljša, marsikdo v bistvu pač seveda je različno, na katerem delovnem mestu si, ampak če si pač na delovnem mestu, in si sposoben še nadaljevati delo, boš pač lahko tudi nadaljeval in na nek način prenašal te svoje izkušnje na naslednje generacije, postal nek mentor. Seveda tukaj govorimo tudi o obratnem mentorstvu, ko recimo mlajši pomagajo starejšim, pri razvoju ali kakorkoli pri učevanju tehnologije. Se pravi, če govorimo zdaj o nekem vrste nagrajevanju, je res treba proučiti oziroma ugotoviti, kaj si pa tisti zaposleni v organizaciji res želijo. Tukaj je pa ključen pogovor. Česar pa, če gledamo z vidika vodja, ni veliko, včasih je, ampak če gledamo, ravno to smo se včeraj tudi pogovarjali, vloga vodje je ravno to, da komunicira, in pa če gledamo zdaj za javni sektor, tudi to je bilo včeraj omenjeno, da pač služimo tudi javnosti, da pač imamo neko tudi to zavedanje. No, sedaj sem si jaz kar sestavila tu en svoj seznam želja, ko ste omenili, kaj si zaposleni želijo, visoka plača, neomejen osebni razvoj, delala bom doma, digitalni nomad, skrbela bom za mlade starejše, odgovornosti ne želim, rabim enega mentorja, da me nauči TikTok, a bom uspela s pogovorom z dekanom v javnem sektorju? Ja, seveda pogovori definitivno so pomembni, Če bom uspela pogovor. Ja, odvisno tudi od tega, kakšna je pripravljenost strani vodstva. Ampak jaz mislim, da pogovor je ena taka stvar, ki je začetek vsega. Komunikacija je res pomembna v bistvu na nek način, da te stvari lahko začnemo delati. Je pa seveda treba graditi tudi na kulturi v organizaciji, da se te stvari omogoča. Ti zdaj o tem, kaj sem jaz pripravljena, to bomo pa spustili, ampak v bistvu, da bom zdaj manj diplomatsko vprašala, ali lahko sploh javni sektor to ponudi? Sicer jaz se strinjam s to tezo, tudi vedno pravim, plača je pač seveda en vidik, ki je pomemben, iz vseh razlogov, ki smo jih našteli, pa vendar, vsi ti drugi delovni pogoji so enako ali pa celo bolj pomembni. In moje vprašanje je, ali sploh lahko to naredimo v javnem sektorju, ali so to ta moj seznam želja, ki v dekanu seveda ne bom uspela, kolegi, da enoti mislili, da bom, ne bom, ampak ali je sploh to uresničljivo? Na vseh delovnih mestih zagotovo ne. Če govorimo o delu s strankami, je delo od doma ni možno vedno. Tukaj je treba prilagajati. Tako kot sem prej omenila, v pogovor z zaposlenimi treba tudi seveda ugotoviti, kakšne so pa delovne razmere oziroma kakšne so zahteve dela, zato da pač neko delo, ker pač delo mora biti opravljeno. To zagotovo.
delo mora biti upravljeno zagotovo. Tako, zdaj mogoče ste že malo šušljali, se pogovarjali med seboj, bi morda vprašala, če bi kdo iz publike želel postaviti kakšno vprašanje. Kar se tiče pridobivanja novih kadrov, smo pač v javnem sektorju, tako kot v zasebnem sektorju, soočeni z stanjem na trgu delovne sile. Jaz moram tako reči, da 20 let nazaj, ko sem poslušala eno raziskovalko iz nekega inštituta na Švedskem, ko je razlagala o tem demografskem gapu in pomanjkanju delovne sile v določenih letih, sem takrat malo tako skepso gledala, ampak zgodilo se namreč ravno to. Skratka, pomanjkanje delovne sile je pač dejstvo v slovenskem, v evropskem prostoru. In zdaj je samo vprašanje, koliko gre za to pretakanje potem tudi iz zasebnega v javni sektor. Ampak delovne sile je toliko kot je, veste, stopnja brezposelnosti, veste, kakšna je. In enostavno se bo treba prilagoditi tudi temu, da bo treba v določenih okoljih delovne procese prilagoditi tudi morda manjšemu obsegu števila zaposlenih, ki bodo to lahko upravljali. Veseli me in sem prepričana, da smo s to reformo in s posameznimi ukrepi vnesli v sistem določene elemente, ki omogočajo tudi privabljanje mladih, privabljanje iz zasebnega sektorja, ker so elementi, kjer jim lahko tudi določene višje plače ponudimo kot čiste začetnike. Mene je srce bolelo, ko smo imeli sistem, kjer je nek posameznik po koncu izobraževalnega procesa brez delovnih izkušenj dejansko na enak način vstopil v javni sektor kot nekdo, ki je imel morda 15-20 let delovnih izkušenj v zasebnem sektorju. In to je potem zelo onemogočalo ta pretok med nami. Zdaj, kar se tiče starejših delavcev, je ravno to bila odpravljena eden izmed načinov, ki je v prejšnjem sistemu omogočal, da so dejansko zaposleni po 15 letih delovne sile v javnem sektorju lahko prišli do najvišjega plačnega razreda. Če se je napredovalo vsake 3 leta za 2 plačna razreda, potem si te 10 plačni razred zelo hitro dosegel. Sedaj se ta napredovanja raztegujejo in ob rednem napredovanju se končni plačni razred dosega po 30 letih delovne dobe. Zdaj bom tako rekla, ko so te posamezniki napredovali, tudi jaz, zdaj sem sicer funkcionarka s podobnim izkupičkom dviga plač kot kolegica, ampak ko sem bila javna uslužbenka, seveda se tudi meni zdelo zelo fino, da sem vsake 3 leta dobila 2 razreda, ampak zdaj smo pa tam, tudi jaz kot javna uslužbenka sem tam. Za te starejše delavce seveda je treba, obstaja tudi možnost variabilnega nagrajevanja in jaz verjamem, da marsikdo od starejših izkazuje delovne rezultate in obremenjenosti glede na izkušenost takšno, da verjamem, da jih vodje pri tem variabilnem nagrajevanju ne bodo spregledali. Ampak ja, imamo pač relikt določenih sistemov, ki so omogočali zelo hitro, da so prišli do konca plačnega razreda in sedaj je stanje pač tam. Kar se tiče dela od doma, jaz sicer tistem obdobju še nisem delala na Ministrstvu za javno upravo, je bil sicer poskus, da bi vsaj za organe državne uprave vlada sprejela neke enotne usmeritve, pa se je potem, sicer jaz imam svoje mnenje o tem izkazalo, da morda ni pravne podlage za to, da vlada sprejme karkoli zavezujočega in so bili sprejeti priporočila skoraj. Tisto, kar jaz mislim najmanj, kar je, bi se lahko prav poenotilo izplačilo tega nadomestila za uporabo svojih sredstev pri delu na domu. Je pa tudi do mene že prišla informacija, da morda je to tudi eden izmed triggerjev, kar ni ravno bilo zelo in ni zaželeno, da se te kadre tudi na ta način privablja in da se prehaja med ministrstvom kadre tudi na ta način. Zdaj, če smo isti delodajalec, državna uprava, jaz mislim, da to ni ta način, da bi na ta način vabili in si med seboj iz tega razloga ponujanja večjih bonitet prelival kader, ker mislim, da ga rabimo vsi. Hvala lepa. Preden dam besedo, sem videla roko, imam tukaj še Zibelka Mlinarič, pa vi pa te še rekli? Ne. Ok. Rajš ne, včasih je modro molčati. Izvolite. Mislim, da je gospa iz občinstva opozorila na eno, vsaj po mojem mnenju, anomalijo, ki se je ob teh premembah ustvarila. Ne vem, če se bo sicer gospa Ramšak s tem strinjala, ampak zgodilo se je, da je pač pri prevedbi enim javnim uslužbencem uspelo prebiti plačni zid.
medtem ko drugi te možnosti ne bodo imeli in logično je, da so potem tisti, ki te možnosti ne bodo imeli, po eni strani zafrustrirani in po drugi strani hkrati pade motivacija za delo. Poleg tega, prej, ko ste me vprašali, kaj bi bilo še treba narediti, oziroma kaj je dobrega, kaj je slabega, jaz vseeno menim, da kljub številkam, ki so, oziroma ki bodo v naslednjih letih vložene v to plačno reformo, da s tem ne bomo uspeli zapolniti teh kadrovskih vrzeli, ki so v enih dejavnostih zelo velike. Hkrati pa to tudi pomeni padanje kakovosti javnih storitev in kljub temu, da je pač še vedno v slovenski javnosti ali pa vsaj v tistem delu prebivalstva, ki dela v gospodarstvu, nek negativen pogled na javni sektor, češ da gre za ljudi, ki nič ne delajo, hkrati pa živijo na račun države, da rekla bi pač, da je ta pogled zelo napačen, zato ker javne storitve koristimo vsi in če bodo pač kakovost javnih storitev padala, si bodo tisti premožnejši lahko zasebne storitve plačali, manj premožni bodo pa pač vedno na slabšem. Hvala za komentar. Boste še vi, potem bom pa jaz, velja? V redu. Hvala lepa, da sem dobila priložnost, da povem svoje mnenje o tej zatrjevanju anomaliji. Tudi sama sem mislila, to sicer pod pojem razpravo o pravičnosti v plačnem sistemu, menim, da pa hvala lepa. Ja, vladna stran se je ob pojavu nezadovoljstva zaposlenih, ko so gledali svoje starejše kolege, ki so bili prevedeni tako od 11. do 14. plačnega razreda, zavezala, da bo analizirala, kaj se je dejansko zgodilo, ali se je v sistemu zgodilo kaj, kar ni bilo pričakovano. Zdaj, dimenzija teh javnih uslužbencev je takšna, da je v 14. plačnem razredu 1,2% javnih uslužbencev, potem jih je približno 4% v 13. in približno po 15% v 11. in v 12. Kaj se je zgodilo? Tisti, ki ste dlje časa v sistemu, se morda spomnite, da smo imeli v prehodu v nov plačni sistem, zdaj že nov, leta 2008, institut varovanih plač. Bistven element te reforme, ki je bil dogovorjen s sindikati, kar so na zadnjih pogajanjih, ko so nekako me vrteli 3 ure o tem, priznali, je bil, da naredimo plačni sistem bolj vabljiv za nove zaposlene, za mlade, kot je bil prejšnji, ko sem omenila, da 20 let delovnimi izkušnjami je bil isto začetnik kot nekdo z neizkušnjami, da zmanjšamo vpliv senioritete na višino plače in da vnesemo večje možnosti fleksibilnega nagrajevanja zaposlenih v smislu ne avtomatizma pri rasti plač, ampak da se ti plača lahko poveča, bodi se v plačnem razredu ali v delovni uspešnosti, v primeru, da se izkažeš kot izredno kompetenten pri zadevanju velik obseg dela. In zato se je v plačnem sistemu zgodil tretji element, oziroma četrti bistven je bil pa ravno ta minimalna plača, da je najnižja osnovna plača minimalna plača, kar se morda, res mi je zelo žal, premalo poudarja, kako velik dosežek je to. To je to, kar je kolegica omenila, da to potem zdaj oni rečejo, ja, vse kaj pa je to, sem že zdaj dobil plačila do minimalne plače, nek dodatek, kaj je zdaj to, To dejansko pomeni, da se sedaj vsi dodatki, najmanj, kar jaz imam dodatek za delovne dobe, veliko teh poklicov, ki so bili na tej minimalni plači, deluje tudi v manj ugodnem delovnem času, sedaj izplačujejo teh 1277 osnova, ne od tistih 700 ali pa 800, kar je bilo prej. In še drug pomemben element je, kar je tudi prispeval k dvigu mase zdaj le takoj s 1.1.,
da posamezniki, ki so prej napredovali v plačne razrede, do konca življenja so napredovali, ampak se je samo ta razlika do minimalne plače jim nižala, ne? Niso pa s napredovanimi razredi nikoli presegli minimalne plače. In te napredovanje razredi, ki so jih ti posamezniki dobili, pa so v bistvu niso upoštevali, sem je sam osnovno plačo povečevala, ker je bila še vedno manjša kot minimalna plača, in samo ta razlika do plačila se zmanjševala, so te razrede takoj dobili. Ne? In to pa pomeni, da se je plačna lestvica tam do enega 27-28 razreda bistveno dvigla, zato ker je šlo iz najnižjega razreda prej 800 na 1200 in potem treba se dvigati. In razlika med plačnimi razredi se je pa zmanjšala iz 4 na 3%. In seveda više, ko si ti bil v plačni lestvici, bolj se je ta -1 poznal. Ne? In če mi ne bi omogočili, da bi, istočasno je bilo pa dogovorjeno s sindikati javnega sektorja, ne vem, nisem še bila jaz zraven, da pa ne gremo v sistem varovanih plač, kot je bil v starem sistemu, da ti neko nominalni znesek dobiva zraven, ampak da se to pozna v plačnem razredu. In seveda, če mi ne bi omogočili, sploh v teh višjih plačnih razredih, da posamezniki lahko s prevedbo dosežejo tudi več kot 10. plačni razred. To so bili v glavnem tisti, ki so že bili v 10. razredu, bi imeli v novem sistemu nižji nominalni znesek plače. Ker je ta -1, ki je bil razlika med plačnimi razredi, bil tako velik, da se je to plača znižala, medtem ko vpliv dviga enko na minimalne plače, se je potem pri 30. in 32. plačnem razredu čisto izničil. Ga ni bilo več, ne? In zato so te z visokimi razredi preskočili 10. plačni razred. In to je nekaj, kar je avtomatično mogla biti posledica vseh teh predpostavk, na katerih je temeljila ta prenova. Seveda se pa popolnoma zavedam, da posameznik, ki gleda s kolega, reče, ti si v 12. mesecu, tam nikoli ne bo mogel priti. Ampak on je v bistvu to plačo, ki predstavlja ta 12. plačni razred, že dosegel v starem sistemu, zdaj smo pa v novem sistemu. Ne? In v starem sistemu je mogel to dosegati z napredovanji, v novem sistemu obstaja tudi možnost, da tudi že zaposlene, ne zgolj ob premestitvi ali tako dalje, tekom delovnega razmerja lahko samo plačni razredi povečujejo, kar na primer v plačnem sistemu prej ni bilo možno. Tako da je zelo težko reči, da je to anomalija, je posledica pač prenove in prehode z enega sistema v drugega, ki pa verjamem, da je za posameznega javnega uslužbenca, ki morda ni bil toliko vpet v to, kaj se je zgodilo, moteče. To so pa čisto razumeli. Ampak kako zdaj to odpraviti? Ne? To potem so rekli sindikati, vi ste sami rekli, da ste to boste ugotovili. Celo eni moji kolegi so tako zelo na glas rekli, ja, jaz imam zelo težave med sodelavci s tem, to je treba odpraviti, pa sem ga gledala, nisi malo prehitro to rekel, ne? Zdaj, kako zdaj to odpraviti? Ne? Sindikati so rekli, vsi gremo pa na 14 plačnih razredov. Ne? Tisti, ki so presegli od 190 tisoč javnih uslužbencev 10. razred, jih je 30 tisoč. Od tega jih je, kot sem rekla, v 14. razredu 2000. Ne? Zdaj, vse dati na 14. plačni razred, veste, kje bomo tam? Mislim, da kolegica z ministrstva financ v trenutku kam zdaj, ne? Pa še kjerga drugega tudi. Ne sedaj, ker ne znamo življati. Zdaj bom rekla, za vladni, mislim, če hočemo reči, da to bomo rekli, to je anomalija, se je treba izenačiti, bi bil potem, mi smo naredili potem nek predlog, ki ga nismo podali kot predlog, ker se tudi nam ne zdi pravičen, ne? To pomeni, da tam do enega 30. razreda bi se dalo napredovati samo do 10. Zato, ko sprevedemo noben več kot 10 ni dobil. Bolj bi se dala ena skupina, ki bi napredovala lahko do 11, pa do 12, pa do 13, pa do 14, pa čist najvišji plačni razredi. Sindikati so rekli, a zdaj tisti, ko imajo najvišje plače, bo še največ lahko napredovali? Ja, če hočete izenačiti, to se je zgodilo ravno tu, iz razlogov, ki sem jih prej povedala. Zato tudi za vlado to ni bil sprejemljiv predlog. Ker veste, zdaj, ko smo šli v nov sistem, smo še vsi pod vtisom prevedbe. Ko bo prišli novi sodelavci noter, bodo rekli, čakaj, zakaj jaz moram 10, pa že tako visoko plačo, lahko 14 razredov napredujo, kak sistem pa to imate, a ne? Skratka, to ni bilo sprejemljivo za sindikate. Seveda, da bi vsi napredovali za 14, smo vse ključne elemente plačne reforme povozili. Zmanjšanje senioritete ni nič, ne? Bomo spet vsi za 14, finančni učinki neverjetni, a ne?
Pa so mi rekli sindikati, ok, no pa se ni treba, da bi so 14, pa dajmo 12. Ja, kaj pa je to? To pa pomeni samo dvig plač. Še zmeraj boš imel gor določeno skupino ljudi, ki je šla s prevedbo ven, se pravi, to je pa čisti predlog za dvig plač. In smo rekli, da bomo zaključili debato za enkrat. Hvala lepa za ta res izčrpen predstavitev, kaj se je dogajalo za zaprtimi vrati. Porodili ste se mi 2 vprašanji, potem bom pa dala publiki. Zdaj, vi niste želeli prej komentirati dela od doma. Mene je takoj zaskrbelo, imate kakšne ideje o morebitni obdavčitvi nadomestila za delo na domu? Ker tišina običajno pomeni višje davke. Jaz nisem pristojna za davke, tako da iz moje strani niste nobene nevarnosti. Ne, tole, ki je od doma, to je tako, kar plačilo tistih stroškov, ki jih imaš doma, tako da tle se ni zabavati, da bo to obdavčeno. Ne, drugače. Ne, ker sem rekla, da boljš, da ne komentiram, je dejansko, mi smo firma, ne, mi smo vsi ista firma, ker se pač plačujemo se iz istega vira, jaz pravim, zato smo ista firma. In mi smo firma, ki si krade kadre na tak način, da si pač viša stroške dela. Tega normalne firme ne delajo. Ne? Pri nas pa pač, če ti ne da tvoj nadrejeni to, pa pač tam je razpis, pa si dobro sodeloval, pa se zmeniš, pa greš tam, ali na višji plačni razred, ali za več dni od doma, to je dejstvo. Neko poenotenje bi imelo vendarle smisel. Absolutno smo zelo bili zainteresirani, da bi pač bilo poenotenje, ker da reče vlada, da nima pravnih podlag. To je malo tako, no, ampak v redu, ja. Ne, to lahko sedaj jaz povem, da vlada ima absolutno pravno podlago to urediti, ne? Če pa nima pravne podlage, jo pa naredimo, ne? Ja. Tako. Gospa Kozjek, meni se je porodilo še na tako vprašanje, ne, ko bi omenjen plačni zid, ne, zdaj ženske se bojujemo steklenim zidom, steklenim stropom, mogoče kakšen občutek ali mogoče za raziskati, ali je ta plačni zid bil prebit bolj z moške strani ali kakšna ženska vmes? No, tako mogoče kot ideja, ne? Ja, nimamo pogledal to, zato tega rajš ne bom komentirala. Bi bilo pa zanimivo to raziskati, ne? Pa zanimivo raziskati. So tudi ženske, no dobro. Problem, kaj se navaja. Sej verjetno res ta pojem starejši delavec uporabljamo malo tako preveč posplošeno, pa preveč na hitro. Mislim, definicija starejšega delavca sicer obstaja, to je 55 let, ne? To je delovnopravno starejši delavec. Mislim pa, da ta pojem uporabljamo v smislu tistega, ki je že dlje v sistemu, ki ima izkušnje in tako naprej, ne? To, da se ne zaposluje na delovna mesta pripravnikov, svetovalcev, to je povezano s tem, kakšen kader pač prihaja in da mladi niso bili vsaj do sedaj zelo zainteresirani za to, da bi se zaposlili, ker če nima zadosti delovnih izkušenih na podsekretarjev, zaposliti ni možno dati, ne? Da nek spregled izkušenj je samo pri kabinetnih zaposlitvah, ampak tisto so zaposleni pa za določen čas, ne? So vezani na mandat funkcionarja, na katerega so zaposleni, ne? Jaz moram reči, da sem sama v svoji zgodovini opazila nekako tako, da morda tisti, ki so dlje časa v sistemu, na te mlajše sodelavce, ki pridejo, morda gledajo z neko skepso, sploh če pridejo na malo višja delovna mesta, ampak tukaj pa morda vstopi vloga vodja, ne. Jaz sem znana potem, pa sem že večkrat javno rekla, pa bom zdaj tudi rekla, ne, da vloga vodij in pomen vodij in aktivnosti vodij v upravi je ena izmed šibkih točk, ne. Zdaj, dober vodja bo bil nekega mešanega delovnega okolja, kjer so in mlajši in starejši izredno vesel. Seveda to pomeni za vodjo izziv, da zna na eni strani motivirati starejše, da se dobro počutijo v tem okolju, da so spoštovani, da prenašajo te izkušnje na novi mladi, tudi da zna njihov potencial in nek nov, svež pogled na delo izkoristiti to in to v neki sinergiji pridejo lahko zelo dobri rezultati. Če te sinergije ni, zato je zadolžen vodja, ne, potem lahko pride do samo konfliktov, ne, in do nerazumevanja enega drugega. Zdaj, da ne govorim na pamet o teh vodij, se je izkazala tudi študija, ki smo jo delali in bili vključeni sicer prostovoljno v študijo Evropske komisije, ki jo je delala skupaj z OECD-jem na temo zadovoljstva zaposlenih v državni upravi.
In ta študija je pokazala, predvsem, ker in so se vse države vključile, to večinoma, no. Pri nas je bil zelo pohvaljena tudi zelo velika odzivnost zaposlenih v tej študiji. In pokazalo se je ravno to, kar smo nekako lahko predvidevali, da smo pod povprečjem EU. Kar se tiče sicer so nekako zadovoljstvo, generalno je v povprečju EU zadovoljstvo, anketa je potekala med civilnim delom državne uprave. Pod povprečjem ali tik ali kar dosti pod povprečjem ali tam slabo povprečje, pa smo pri kvaliteti vodenja v upravi in pa pri uvajanju inovativnih rešitev. In mislim, da se s tem lahko več ali manj kar strinjamo vsi. Hvala za ta komentar. Mogoče, preden gremo še na nekaj vprašanj o pravičnosti, ker se nam čas neizbežno izteka, je zanimivo to pojmovanje starejšega delavca. Mi s kolegi delovnopravniki stalno delamo eno tako mini raziskavo in če bi odprli bodisi zakonodajo, bodisi literaturo iz 40-50 let nazaj, bi kot starejši delavec pojmoval nekdo, ki je prišel do Abrahama, ne? Sedaj pa delovnopravniki nismo čisto poenoteni, ZDR govori o 55, pol imate ZUTD, ki govori o 58, pol imate spodbude za starejše brezposelne, ki so 59, ne? Tako da to je kot pokojninska reforma, ne? Tako da če malo bo starejši tist, ki bo tam 65, ne? Tako da to se strinjam, ne? Tako da je pravno gledano malo to se spreminja. Še nekaj o pravičnosti bi želela spregovoriti, gospa Jazbec. Kako je finančno pravičen sistem plač v javnem sektorju? Kako vi razumete to finančno pravičnost? Smo se res osredotočili na to, da smo pravično plačani, pa vendarle, kako je iz tega širšega vidika ta finančna pravičnost znotraj javnega sektorja in tudi do zunanjih, torej tisti, ki niso v javnem sektorju? Hvala sicer tudi za to vprašanje, ampak meni se to zdi precej filozofsko vprašanje, kaj je pravičnost, nekaj, kaj je pravično zame, ni nujno pač pravično tudi za vas. Tako da jaz bi v bistvu rekla, da taka je moja izkušnja, tudi ko si recimo delimo te pode, pa ko se bolj med sabo preverjamo, kaj je pravično. Jaz vidim moje, koliko delajo, in vidim, in se mi zdi, da pač, ne vem, koliko eni drugi delajo, vsak zase misli, da dela največ in da je, da bi on moral in tako naprej. Tako da, tle se mi res zdi, da, ne vem, tukaj enostavno mislim, da ni enega odgovora, kaj je pravično, kaj ni pravično, ker pač vidimo sebe, saj ne vemo, koliko dela on drug, koliko ne dela on drug, sebe vidiš, ko moraš iti v soboto delati, sebe vidiš, ko zvečer odgovarjaš na tisto in tako naprej, druge vidiš, ko grejo v Portorož na dneve javne uprave. Pa selfie delajo, Potem, mislim, ne vem, recimo se spomnim takrat, ko je minister Hojs objavil tiste plače, tam smo se tudi vsi verjetno primerjali, pa se nam tudi verjetno ni zdelo pravično, pa vedno je pač tako, da recimo, glejte, sem razmišljala o tem, ko ste nakazali, da boste to vprašali, ne vem, a je pravično, vprašanje, ali je minister, ali bi moral imeti minister na ministrstvu najvišjo plačo. Ne vem, odgovoren je za vse, ne vem, a ima, vprašanje za Mojca ve, ne vem, če obstaja še kakšno ministrstvo, slučajno, ki bi imel minister najvišjo plačo, tako da jaz vem, da je bil pač eden od ciljev prenove plačnega sistema tudi večja pravičnost, zdaj, a smo to dosegli ali ne, pa mislim, da nekega absolutnega pravilnega odgovora enostavno pač ni. Seveda se filozofi nikoli ne podajo pravilnih in točnih odgovorov, ampak razmišljati pa vendarle moramo. Moje vprašanje je šlo bolj v smer, kako državni proračun dojema pravičnost. Državni proračun ne razmišlja o pravičnosti, državni proračun so pač une tabelce, une številke, pride v MFRAC, pridejo odredbe za plače in potem pač stisnemo in se tiste plače izplačajo. Jaz se tukaj samo spomnim, med korono je pa edino tako enkrat rekla ena zdravnica,
Je rekla, me je sram, je rekla, še nikoli nisem delala toliko malo in dobila toliko veliko. Tako da to se mi je zdelo pa tako edinkrat, da sem slišala, da je nekdo začutil, da sicer ni dobil pravičnega plačila, ampak da je bil precenjen, ne pa podcenjen. Verjetno to ni bila izjava za javnost. Ne, to ni bila izjava za javnost, to je bilo seveda v zaprtem krogu. Ja, razumem. Hvala lepa. Gospa Mlinarič, kako pa vi kot novinarka, kako spremljate te odzive na spremembe v plačnem sistemu, kako se dojema javnost, v javnosti ta pravičnost trenutnega sistema? Zagotovo je to neko filozofsko neopredeljeno stališče, mislim, pojem, ampak vendarle, ne, vedno vseh znova gradivih, ne, sistem naj bo pravičen, ne. Kje vi vidite te vrzeli v tem občutku pravičnosti, ne, mogoče s ostalimi kolegi novinarji, ki spremljate pred tistimi nepredušnimi vrati, ne, kakšno na to temo rečete? Vsekakor, predvsem o tem, kako pravično smo mi plačani po medijskih hišah. Tako kot je rekla že gospa Jazbec, pač pravičnost je nek osebni občutek, ampak bi vendarle rekla, da pri tem, ko delavcu daš nek občutek, da ima zelo veliko vlogo pri tem, ali ima delavec občutek poštenosti, pravičnosti in nenazadnje tudi zadovoljstvo igrajo, so ključne vloge tu vodij. Tu, sicer je rekla tudi gospa Ramšak, v javnem sektorju peša, močno peša, ampak kar me moti, gospa Ramšak, je, da o tem na Ministrstvu za javno upravo govorite že 10 let. Se mi zdi pa, da je bilo pa bore malo narejeno v tej smeri, da bi se vodje opremilo z dodatnimi kompetencami in ko govorimo o nagrajevanju, vsaj iz mojih izkušenj lahko povem, da je veliko ljudi nezadovoljnih, ker se pač še vedno nagrajuje predvsem, koliko je kdo šefu blizu ali je prišel kam po politični liniji. Žal, take so izkušnje ljudi, s katerimi jaz govorim. Ali pa, če bi z njim na malico, ne? Ta rezultat, ne? Prevod. Ampak preden vam dam, gospa Ramšak Pešec, besedo, mogoče gospa Kozjek, ali se to pojmovanje pravičnosti spreminja v času, v kadrovskem, organizacijskem, menedžerskem smislu, ne? Danes razumemo mogoče drugače, kot jo je, ne vem, tudi kadrovski menedžment na področju plač razumel 50-100 let nazaj. Zagotovo, ker se svet razvija različno, tudi digitalizacija, strukturne spremembe, demografske spremembe, vse to vpliva tudi na to. In pa se strinjam s predhodnicama, zelo je to odvisno, pojmovanje pravičnosti odvisno od tega, kako jaz kot oseba gledam na to in da veliko vlogo imajo vodja, ne, ker dejansko so tisti, ki vidijo oziroma morajo videti, kaj njihovi zaposleni delajo in da v bistvu na nek način enako oziroma pravično nagradijo. Ja, takole, sedaj pa smo prišli do zadnjega vprašanja. Želite še vi? Ja, izvolite, pa pred zadnje. Prej, ko sem omenjala nagrajevanje po določenih kriterijih, sem videla, da je direktorica statističnega urada odkimavala. Tam sicer stanja ne poznam, lahko pa rečem vse pohvale za vaše zaposlene, ker so res zelo odzivni, ko kaj novinarji rabimo. Super, najlepša hvala. Lahko ploskamo, ker nam zagotovo tudi ko mi težimo, dobimo vse, kar želimo. Najlepša hvala. Ne, to ni bilo načrtovano, ampak včasih je potrebno malo spontanosti. Sedaj pa še res zadnje vprašanje, ker se približuje tudi konec naše okrogle mize in našega dogodka. Gospa Ramšak Pešec, eno vprašanje ste dobili že malo iz publike, malo iz tukaj sogovornic. Mogoče še dodam, kako vi vidite ta trikotnik pravičnosti, ko nagrajujemo, ne, zlasti pomembno, da smo pravični znotraj kolektiva, do odnosa do sodelavcev, do naših rezultatov in tudi do okolja, ne? Kje so tukaj v tem trikotniku šibke točke, ali sploh se o tem pogovarjate, recimo, ko se pogajate s sindikati. Pa imamo pa še eno vprašanje, boste združili z mojim? Ali imate ločeno vsebinsko? Ločeno, ok, dobro, vsaj nekdo se ne šlepa name. Super, izvolite.
Najprej moram dati odziv na to zatrditev, da na ministrstvu bore malo naredimo za vodje, za boljše vodje. Zdaj, ne splošno za sistem, se sem razumela. In dobro je bila iztočica, da to povem, ja. Zdaj, sistem gre res počasi, ampak dela se pa ves čas na tem, ne. Zdaj, za ta top management, kar se tiče izbire in tudi obveznega usposabljanja teh najvišjih posebnih položajnih delovnih mestih, je sistem uveden že kar nekaj časa, tako kompetenčni v smislu presoje kompetenc, kot tudi obveznega usposabljanja. Z nadaljnjim uveljavitvijo kompetenčnega sistema in presojo kompetenc ob kadrovanju se bo ta sistem še dograjeval, ne. Zdaj, s 1.1. vstopamo v sistem enotne vstopne točke za kadrovanje državne uprave preko centra za kadre. Tam se bodo obvezno presojene sicer te splošne generalne kompetence za delo v državni upravi, za vodje pa na predlog organa, ki bo razpis objavil, tudi presoje vodstvenih kompetenc. Želela bi si, da bi se tudi v nadaljnjem koraku ob spremembi delovnega mesta in kadrovanju vodij upeljala sistema presoje vodstvenih kompetenc. Za že obstoječe se presoja vodstvenih kompetenc upravlja v okviru letnih razgovorov, ki so sedaj razvojni, niso več ocenjevalni, odkar smo ocene oziroma bomo s 1.1. dokončno ukinili, in tam naj bi se na podlagi razvojnega pogovora z vodjo, ki je tvoj podrejeni, potem oblikovali tudi predlogi za dodatno usposabljanje za pridobitev vodstvenih kompetenc, ki jih je za usposabljanje sploh možno narediti. Dejstvo je, da dolgo časa je pač rezultat tudi vodij v upravi bil po sistemu kadrovanja, ki vem, da je bil takšen, da se je nek, na primer, zelo dober strokovnjak postavil pol pa za vodja, ampak pogosto ta ni imel vodstvenih kompetenc in je bil slab vodja, ne. Tako da, ja, bi želela, da bi tudi na področju izgradnje boljših vodij v javni upravi sistem potekal hitreje, ampak dela se. Ampak tu lahko na ministrstvu za javno upravo delamo v sistemu uprave, ne. Mislim pa, da imamo izziv vodij v celem javnem sektorju, tudi v storitvenem, ki je še veliko večji, kot je naš. Kar se tiče pravičnosti, bi rada rekla tako. V okviru pogajanj se ta pravičnost iskreno zoži na pojem primerljivosti, ne. Ne govorimo, kaj je pravično pa ne, ampak se primerjamo, nedogled se primerjamo, ne. Tista pravičnost, ne, ki se pa kaže kot trajni opozorilo v fazi pogajanj, pa sta v dveh primerih. Enega smo uspeli razrešiti, enega pa še ne. Prvo so zaposleni plačo šteli za zelo nepravično, če posameznik dobi plačo in z njo ne more preživeti. Enostavno dela in s plačo ne more preživeti on in njegova družina. Jaz upam, da smo vsaj to nepravičnost v celoti ne, ampak vsaj malo odpravili s tem dvigom najnižje plače na minimalno plačo, s priznavanjem vseh plačnih razredov na to in višjo osnovo za dodatke. Drugo nepravičnost se pa pojavi takrat, in tudi tu imamo s strani posameznih profesij stalna opozorila, ko posamezne profesije štejejo plačo za svojo odgovornost, zahtevnost, pogoje dela kot nefer, nepravično. Tu pa jaz mislim, da temeljijo ta opozorila ves čas istih profesij, pa naj bojo to zdravniki, naj bojo policisti, naj bojo pravosodni policisti, naj bojo inšpektorji, ko se ene in iste profesije, tudi učitelji se zadnja leta stalno ponavljajo to, pod kakšnimi pogoji, okoliščine in odgovornosti delajo. Tu pa ta nefernost v plači, ko enostavno profesija kot taka, ne posamezniki, cela profesija kot taka ocenjuje plačo kot nefera, ne. In to je pa tisto, kar rečem, da nas še čaka in da plačni sistem zagotovo ni zaključen, ni končan, pogajanja niso zaključena in tem posameznim skupinam bo pač treba prisluhniti, ker kot profesija se v plačnem sistemu javnega sektorja ne počutijo, da so pravično nagrajeni. Torej niso samo večni godrnjači, ampak je res to jabolko zelo grizen, to če kislo. Prav razumem. Dobro. Najlepša hvala za ta pozitiven motivacijski zaključek. Tako da prišli smo do konca. Gospa Kozjek, hvala.
Gospa Jazbec, hvala, gospa Mlinarič, hvala in gospa Ramšak Pešec, vas smo najbolj namatrali. Dvojna hvala. Najlepša hvala publiki za vaše sodelovanje, za vašo udeležbo. Želim vam prijeten preostanek dneva, bodi si tu, bodi si na poti domov ali kjerkoli že boste. Najlepša hvala. Tako, in zdaj smo z uradnim delom, torej zasedanjem okroglih miz, končali. Naj pa k sklepnemu dejanju pozovem še soudeleženko te okrogle mize s silom prilike, izredno profesorico, doktorico Tatjano Kozjek, ki je seveda tudi predsednica odbora DSU, da nam nameni nekaj sklepnih, finalnih besed. Hvala. Ja, spet hvala, Marija. Ja, spet jaz. Najlepša hvala vsem z današnjim dnem. Jaz se mi zdi, uspešno zaključujemo te 32. dneve slovenske uprave. V teh dneh smo seveda govorili o različnih terminih, zakonitosti, kakovosti, integriteti, sodelovanju, odgovornosti javnega sektorja. Seveda smo dali poudarke na učinkovitosti, preglednosti, odgovornosti do ljudi, do strank. Prepričana sem, da so bile te naše razprave kakovostne, kritične, usmerjene v neke iskanje rešitev, da bodo prispevale k bolj učinkovitemu in kakovostnemu javnemu sektorju. Še enkrat se zahvaljujem vsem, ki ste soustvarjali tole našo konferenco, programskemu odboru, organizacijskemu odboru, sponzorju javno podjetje Ljubljanska parkirišča tržnice d.o.o. ter medijskemu sponzorju Uradni list Republike Slovenije d.o.o. Ani Mariji Mutič za povezovanje in komični vložek, snemalcu Alojzu Lopiču s Kids TV in pa posebej vam, spoštovani udeleženci, ki ste s svojimi vprašanji in komentarji, pogledi z vaše strani prispevali k našim in obogatila naše razprave, da so bile te še bolj konstruktivne. Verjamem, da smo naredili pomemben korak naprej, da smo tudi okrepili dialog med prakso in pa na nek način teorijo, da smo povezali različna mnenja, vprašanja in pa da bomo v bistvu na nek način lahko še bolj prispevali k posodobitvam v javnem sektorju. Naj bo ta spodbuda tudi, da s tem nadaljujete v svojih organizacijah, da bomo vsi skupaj delovali v boljšo kakovost, integriteto in sodelovanje na vseh področjih in pa da skupaj skušamo zagotoviti zaupanje vreden in pa uspešen javni sektor. Z velikim veseljem pa vas že danes vabim, da se nam ponovno pridružite na naslednji konferenci Dnevi slovenske uprave, ki bo potekala 24. in 25. septembra 2026, ravno tako tukaj v hotelu Slovenije. Hkrati vas vabim, da sodelujete tudi pri oblikovanju programa naprej, da nam pošljete predloge, boste poskenirali QR kodo in pa na nek način delite tudi, oziroma v teh vaših kreativnih ste dobili vprašalnike, delite vaše mnenje, te vprašalnike vedno pregledamo, preberemo. Vsega se vedno ne da upoštevati, enkrat sem zdaj te dni slišala, da je bilo premalo mikrofonov, včasih pač so kakšne stvari, ki nimamo vpliva na to. Smo pač se skušali potruditi in pa slediti čist vsem tistim vašim željam od lanskega leta. Hkrati vas vabim k izpolnitvi ankete, raziskave, ki jo delamo in pa ki bo pripomogla k oblikovanju monografije za naslednje Dneve slovenske uprave. Sicer pa še enkrat hvala res vsem, želim vam prijetno pot domov in pa se že sedaj veselim naslednjega druženja prihodnje leto. Hvala.